Ste že lahko aplicirali nekaj od rečeh, ki ste se jih tukaj naučili? Hvala Bogu. Ta večer si bomo pogledali nekak zadnji del danes in jutri, ko si bomo pogledali vse, kar je povezan z duhovnim bojem. Ampak da povem, jutri si bomo bolj pogledali družino in kako v bistvu hudič napada družino in pomembnost, da obvarujemo naše otroke in kakšen vpliv ima to na naše otroke, ko se ukvarjamo z duhovnim bojem, recimo v naši družini. To bo zelo pomembno za tiste, ki so poročeni, imajo otroke. Pomembno bo vseeno za vse nas, ker smo vsi v bistvu družina. Ampak danes pa si bomo pogledali v bistvu praktično, kako se znebimo demonov v naših življenjih. Pogledali smo si prvo noč, večer, kako nas demoni napadajo. Naslednjo zvečer smo si pogledali, zakaj nas napadajo in kje so odprta vrata, kako odpiramo vrata v naših življenjih in s tem dovolimo, da nas napadajo na zelo močen način in kako lahko zapremo ta vrata, in to je s priznanjem na reči, na katere nas Sveti Duh opominja. In včeraj smo govorili o pomembnosti o tem, da očistimo naš dom, hišo, duhovno in stvari, iz katerih se moramo znebiti. Še posebej potem, ko smo bili odrešeni od demonov. In še posebej reči, na katere nas Bog opominja po našem umu. Se pravi, tudi fizične stvari v našem domu. Hkrati pa tudi, ko si pogledamo na Jezusa in njegov primer, kako se je on spopadel s hudičem. Kako je lahko imel zmago v divjini proti hudiču. In na koncu, zakaj je včasih, ko se znebimo demonov, še vedno pridejo nazaj? Zato, ker se nismo še popolnoma predali oziroma se držimo neke nevere. Nevera je sovražnik vere. Kakršnakoli dvom ali nevera, ki jo živimo ali govorimo z našimi besedami, z ustmi, iz našega uma, bo neutraliziralo našo vero. Torej, če želimo imeti močno vero, dva primera iz Svetega pisma, kjer jih je Jezus pohvalil za veliko vero, nihče izmed njih ni bil Jud, se pravi kristjan. Torej, jaz verjujem, da so Božje ljudstvo, torej izven judovskega duhovnega naroda, ki imajo veliko vere. In kar se lahko naučimo iz teh dveh zgodb velike vere, da nima nič zveze s tem, kako dolgo poznamo Jezusa. Nič nima veze s tem, koliko resnice poznamo v Jezusu. Vse ima veze z tem, kako hitro se premikamo, kot Jezus nekaj reče. Torej, Jezusa lahko poznaš danes, takoj, in če se odzoveš na to, kar ti je Bog pokazal in ti dal na srce, potem imaš veliko vero. Ni potrebno, da ste zrasli v cerkvi. Takoj, ko nekaj slišite od Boga, se odzovete. To je velika vera. Takoj pa, ko začnete preudarjati, razmišljati o teh rečeh, razmišljati, a bi ali ne bi sledili temu, začnete debatirati o tem, želite več dokazov, potem je to mala vera. To so bili učenci. Jezus je dostikrat karal učence za premalo vere ali pa nič vere. Skočimo torej v današnjo temo, sklonimo glave, ko iščemo Gospoda v molitvi. Oče v nebesih, hvala ti za to, kar si nas blagoslovil danes. Hvala ti, da si podaljšal čas milosti za nas, da lahko še vedno pridemo sem in poslušamo tvojo besedo. In oče, ne upamo si priti in brati stavek tvoje besede, brez da bi prosili prvo za tvojega svetega duha. Oče, ti si učitelj in voditelj. Ti si tisti, ki pokažeš skrivnosti. Ti si tisti, ki veš, kako te demoni delujejo in njihove strategije in kaj poskušajo narediti v naših življenjih, da bi nas uničili. Zato te, oče, prosimo, da odpreš naše oči in ušesa. Pomagaj nam, da bi videli in da bi spoznali, kako nas napadajo in kako se lahko znebimo njih iz naših življenj.
kako lahko zapremo vrata, se naučimo bojevati proti temu z močjo Tvoje besede in Tvojega duha. Zato dajemo svoje srca v Tvoje roke. Obdaj nas s Tvojimi angeli, prevženi vse hudobne duhove, ki so tu, in izženi jih iz tega kraja, Oče, ker ta kraj pripada Jezusu. Zato te prosimo, da napolniš ta kraj s Tvojimi angeli in s Tvojim duhom, da bi slišali samo Tvoj glas. Hvala Ti, Oče, zato te prosimo v Jezusovem imenu. Amen. Naše orožje, torej orožje, ki nam ga je Bog dal v duhovnem boju. To so orožja, ime Jezusa Kristusa, Božji oklep, meč duha, kri Jezusa Kristusa, molitev, osebno pričevanje, hvala in petje. Čez vse izmed teh bom šel in videli bomo, kaj Biblija in duh preroštva pravijo o teh rečeh. Ime Jezusa Kristusa. Veliko bibličnih vrstic je, ki vsebujejo in govorijo o tem, ampak tisto, ki jih jaz imam najraje, je v bistvu Filipljanom 2. poglavje 9-11. Torej, če si preberemo prvo tega, Filipljanom 2:9-11 piše: Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom. Torej, ime Jezusa je kaj? Nad vsakim imenom. To je najmočnejše ime na planetu. To je edino ime, ki je vredno, da ga kličemo. Da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, torej angelov, in na zemlji, demoni in ljudje pod zemljo. Torej, pod zemljo, bi rekli demoni, no. In da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Zato demonu rečemo v Jezusovem imenu, ker v Jezusovem imenu se vsako koleno pripogiba. Vsi morajo ubogati. Tako demoni morajo ubogati, ko jim rečemo v Jezusovem imenu. Dokler je Jezus v našem srcu. Če pa so oni v našem srcu, potem se nič ne bo zgodilo. Zato ne morete v Jezusovem imenu pričakovati, če ne živite in nimate živega odnosa z Jezusom. In zapomnite se, če imate živ odnos z Jezusom, to nima nič zveze s tem, kako dolgo ste bili z njim. Če se sedaj odločite, da želite imeti živ odnos z Jezusom in prepoznate svoje grehe in ga povabite v vaše srce, potem imate živ odnos z Jezusom. Amen. Torej, ključ krščanske hoje je to, da imamo neprestano Kristusa v srcu. In če smo ga kdaj brcnili ven iz srca, potem se zatečemo tako kot njemu in ga prosimo, da pride nazaj v srce. Dokler je Jezus z vami, potem demoni morajo ubogati. So seveda tudi druge vrstice, Kološanom 3:17, in vse, karkoli delate v besedi ali dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa. Apostoli 4:12, pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Nekaj vrstic iz duha preroštva v imenu Jezusa. 4:357. Kristusovo ime ima moč, da potisne napade satanovih skušnjav in da dvigne zastavo nasproti njemu. Torej, skušnjave od Satana, negativne misli, močne negativne misli, ki vas napadajo, ali pa kompulzivnost, ali pa to, da vas nekaj vleče, poželenje proti čemorkoli, droge, alkohol, podobno. Vi zakličite Jezusovo ime in bo pomagal, bo prestregel to poželenje, to skušnjavo. Mi pademo v skušnjavo samo preprosto zaradi tega, ker ne kličemo Jezusovega imena. In ne kličemo Jezusovega imena zaradi tega, ker to ni naša navada. Če ste dovolj časa z Jezusom vsak dan, vsak trenutek svojega življenja, potem je za vas to normalno, da ga pokličete, njegovo ime. To je del vas, ker ga zjutraj pokličete, zvečer ga pokličete, zakaj ga ne bi poklicali sredi dneva. Zato moramo zgraditi navade, klicanje v Jezusovem imenu. Če bomo to počeli, potem nas bo naredil pravične. Temu rečemo pravičnost po veri. S tem, da verujemo, da me Jezus lahko spremeni, ko preživljam čas z njim, ko kličem njegovo ime, ko se moram braniti proti demonom iz pekla, kličem njegovo ime. Vse se vrti okoli Jezusa. Amen.
1T296, ime našega zastopnika Jezusa Kristusa, Satan najbolj sovraži. In ko mi v iskreni molitvi v tem imenu zaprosimo za pomoč, Satanove vojske planejo kvišku. Pripričan sem, da kdo izmed vas že izkusil to ta teden, ko ste začeli prihajati sem, ko ste iskreno začeli misliti o teh rečeh in kako to aplicirati, da so demoni napadli silo in tako bodo poskušali vas razhrabriti in prisiliti morda, da ne nadaljujete, da bi to preučevali, da ne bi želeli se naučiti tega, da bi to aplicirali v svojem življenju. V trenutku, ko se zavedamo demonom, da nas začnejo napadati, z vso silo, kakor pač lahko, tisti trenutek, ko se odločimo, da želimo naše življenje obrniti okoli in se obrniti k Jezusu, bodo napadli z vsem, kar imajo. Tisti trenutek, ko se par odloči, da se želi sta spraviti, bodo demoni napadili z vsem, kar imajo. Trenutek, ko se odločite, da bi storili nekaj velikega za Gospoda, kar vas je bremenilo na srcu, bodo demoni napadli z vsem, kar imajo. In to sigurno so storili tudi v mojem življenju leta 2019, ker demoni so vedeli, da sva midva planirala začeti več ministrijev, več projektov. Torej, biblična šola, sva že imela 7 let takrat, 8 let, in potem sva imela tudi biblične delavce na poljih in sva začela tudi ustvariti tudi šolo za pravo vzgojo in tudi na restauraciji in vse te reči so demoni napadli, kakor se je le dalo. Kako so lahko napadli? Zato, ker so še vedno imeli odprta vrata, katerih se nisva zavedala v najnih življenjih. Tako je Bog v njegovi milosti dovolil, da sva šla čez vse te izkušnje, da sva prišla ven z močjo v naših življenjih in da resnično razumeva moč Jezusovega imena. To so torej citati od Ellen White. Kako torej potem uporabimo Jezusovo ime? Tu piše, nekateri spraševali, kako grajeti Sata in njegove zle duhove. V Markovem evangeliju 1:25 Jezus je povedal, umolkni in pojdi iz njega. Jezus je grajal zle duhove v možu iz Gadare z besedami, pojdi iz človeka, nečisti duh. Jezus je rekel demonu, ki je obsedel mladega dečka v Markovem evangeliju 9:25, nemi in gluhi duh, ukazujem ti, pojdi iz njega in ne vstopi več van. Marko 16:17, Jezus rekel, v mojem imenu bodo izganjali demone, jim je svetoval. Kako torej uporabimo Jezusovo ime? Tako kot ukazujemo demonom, uporabimo Jezusovo ime. Pred ali potem, ni važno. Torej, ukazujemo jim v Jezusovem imenu, da pridejo ven, ali pa jim ukazujemo, da v Jezusovem imenu so tiho. Mnogokrat, ko poskušate osvoboditi nekoga, demoni prevzamejo in bodo začeli neki kričati, preklinjati in podobno. Razne reči nam. In potem jim v Jezusovem imenu rečemo, bodi tiho. Da zamolčijo, da molčijo. Tako jim lahko ukažete, da se nehajo vmešavati, da so tiho in podobno. Torej, če te besedila sestavite skupaj, nam je Jezus dal avtoriteto, da rečemo, Satan in tvoji hudobni duhovi v Jezusovem imenu vas ukorabim. In potem jim lahko ukažemo, da ali da bodo tiho, ali pa da pridejo ven iz osebe. Tako uporabljamo ime Jezusa. Pomembno je, ko se upiramo Satanu oziroma pri ukoravanju demonov, da imamo ta dva koraka. Vsakič, ko ste napadeni, si zapomnite, da lahko naredite ta dva koraka. Prvi korak je 1, 2. Prvo, da prijete k Bogu v molitvi. Torej, če vem, da negativne misli prihajajo, takoj želim komunicirati z mojim Bogom. Komunicirati z Jezusom, ki posreduje za mene. Bog, te demoni me napadajo v mojih mislih, dajajo mi samomorilne misli, potrebujem pomoč, prosim, pošli tvoje angele. Pošli tvojega svetega duha. In drug korak, se morate upreti Satanu. Odkje dobimo to? Jakob 4, vrstica 7. Podvrzite se torej Bogu, hudiču, torej komunicirajte z njim, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Dva koraka. Podvržite se Bogu, Bog, potrebujem pomoč,
Tebi se predajam, želim Jezusa v srcu, pridi, prosim, pomagaj. In druga reč, hudiču pa se uprite v Jezusovem imenu. To je v bistvu podobno kot to, kar smo imeli tukaj. Satan in hudobni duhovi v Jezusovem imenu vas ukoravam, demon samomorilnosti, recimo, če imate take misli, ali pa se čutite depresijo, potem imenujete tega demona. Se spomnite iz odprta vrata, ko smo govorili? Citati o duha preroštva. Ellen White imenuje vse te negativne občutke in skušnjave. Za njim je demon. Demon tobaka, demon alkohola, demon depresije, demon samomorilnosti. Torej, če poznate te misli, ki vas napadajo, potem rečete v Jezusovem imenu, Gospod te ukorava, Satan. Lahko se sklicujete tudi na Zaharija 3, vrstica 2, ali podobne biblične vrstice. Lahko pa preprosto reče, ukoravam te v Jezusovem imenu. Hudobni duh depresije, ukazujem ti, da zapustiš me sedaj. In bodo šli. Če je demonsko. Šli bojo. Trenutke kasneje se morda lahko vrnejo. In ko pridejo nazaj, moraš to ponoviti v Jezusovem imenu. Komuniciraš še enkrat z Bogom, torej 2 koraka. Prvo z Bogom, rečeš, Bog, spet me napadajo, res te želim, da se jih znebiš iz mojega življenja, daj mi moč, da jih ukorim. In ponovno rečeš v Jezusovem imenu, te ukoravam hudobni duh depresije, ukazujem ti v Jezusovem imenu, da greš ven. In to je učil tudi Jezus svoje učence, to, kar je tudi Jezus bil kot model. To sta 2 koraka, ko imate problem z zatiranjem od demonov, to, ko vas demoni napadajo od zunaj. Še ena druga zgodba, drugačna zgodba je pa, če ste obsedeni ali pa, če je nekdo obseden in mu želite pomagati. Malce drugačen proces in tudi čez to bom šel malo kasneje. Kot sem že rekel, to bazira na teh 2 načelih. Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Ali 1. Peter 5, 8-9, bodite trezni, bodite nasprotnik vaš. Hudič hodi kakor juveč okrog in išče, koga bi pogoltnil. Njemu se upirajte, trdni v veri, vedoč, torej upirati se je treba, trdno. Verovati morate, da vam bo Bog dal zmago in da če se vrnejo, gre za trenutek upora na njihovi strani, ampak če se boste trdni v veri, v Jezusovem imenu izganjali, boste na koncu zmagali. Torej pomislite na Elija, kolikokrat je moral moliti, zato da je dež padal? 7-krat. Ustrajajo v svoji molitvi, zakaj? Zato, ker je Bog obljubil, da bo poslal dež. Zato je tudi on mora biti vztrajen v svoji veri. Tako tudi mi, ko premagujemo demone, Bog znebi se jih, ukoravam te v Jezusovem imenu, demon depresije, potem gre v stran in 5 minut kasneje pride nazaj in si, ni delovalo, obup sem. 9. vrstica, torej njemu se ne upirate in niste trdni v veri, vedoč, da isto trpljenje prenaša bratovščina vaša, razkropljena po svetu. To je tudi zelo pomembna miselnost, da vemo, da demoni vse nas napadajo. Vse nas želijo prepričati, da mislimo, da je nekaj drugače z nami. Ne napadajo drugih, torej napadajo samo mene. Jaz sem poseben. Nihče me ne razume, kako se počutim. Boljš, da ne podelim tega. To želijo, da tako razmišljamo, ampak ni nič drugače. Vsi smo napadeni na isti način, samo odvisno od tega, koliko smo dovolili, da so v nas oblikovali identiteto in potem postanejo močnejši in močnejši. In to na koncu smo tako premagani. Drugi citati iz duha preroštva, da bi s Kristusovo božansko močjo postal zmagovalec, moral žliti napore, pa naj bi ga to kolikorkoli stalo z njegove strani. Torej, ko vstopimo v ta boj, če resnično želite biti svobodni, morate sami sebe prepričati, da za kakršnokoli ceno bom šel naprej in zaupal Bogu in z roko v roki hodil z njim in uporabil vso svojo moč, da se bom bojeval proti njim. Ko ne želite uporabiti vso svoje moči, ali pa dosti kot sem videl, da je bila realnost, s katero so bili soočeni, preveč grozljiva za njih,
so se preprosto udali in se niso bojevali. Morda se bojujejo enkrat, potem pa, ko se vrnejo, pa preprosto padejo, pa rečejo, nikoli ne bo delovalo. Resnično moramo biti odločni z tem, da se upiramo in zmagujemo. Če se ne želimo spuščati v greh, potem se moramo izogniti tudi samemu njegovemu začetku. Vsako čustvo in željo je treba podrediti glasu razuma in vesti. Vsako nesvetov misel moramo takoj odgnati. In še ena vrstica. Mogoče se je upreti njegovi moči. Amen. Tako nam Bog daje moč, da se upiramo njihovi moči, da se upremo. Ampak mi moramo se upreti. To ne gre brez boja z naše strani. Se spomnite, ko je Jezus pozdravil hromca iz Betesde, je rekel, vstani, vzami svojo posteljo in pojdi, ne? Piše v Jezusovem življenju, da je moral napeti vse svojo energijo v to, da se je skoncentriral na to, da se je vstal, čeprav ni vstal 38 let. Sploh se ni vstal. Mnogo desetletij. Torej, verovati je moral, da mu bo Bog dal moč. Torej, ko se soočate s temi besedami, morate tudi vi verovati. Če se vi bojujete s tem, z različnim zatiranjem strani demonov ali celo obsedenostjo, potem morate verovati te besede in brati te besede. In vso svojo voljo in vso svojo moč, ko boste to storili in se sklicevali na Jezusovo ime, bo prišla moč v vas, da se uprete hudiču. Ne samo tisti paraplegik, ampak tudi drugi. Kako se torej predamo Bogu? Z molitvijo. Jakob pravi, če se uprete hudiču, bo pobegnil od vas, a če se ne uprete, vas hudič ne bo zapustil. Biti moraš vojak križa in se boriti. Ta del je potrebno na glas izgovoriti, vendar ne kriče. Ni treba kričati, ne? Ker hudič, to je treba jasno povedati na glas, ker demoni ne morejo brati naših misli. Tako da, če se jih želite znebiti, in želite pokazati, da se jih želite znebiti, potem morate govoriti to na glas. Ne smete samo v mislih moliti in prositi, da naj grejo. Ne morate v mislih samo reči v Jezusovem imenu, pojdi ven. To mora biti na glas. Če si nekje na javnem ali pa kjer drugje, pa da vas napade, lahko to šepetate. Ali pa greste nekam, kjer ste zase in potem molite na glas. Ta del mora biti na glas, ker hudič ne more slišati, ne more brati misli. Torej, prvo načelo, moliti, najprej molite k Bogu za pomoč in ga prosite, zapošlje močne angele, ki se odlikujejo pomoči, da vam zdaj pomaga pri kakršnikoli fizični, čustveni ali duhovni skušnjavi, misli ali občutku, ki ga doživljate. Naprimer, če čutite potrebo po samouničevanju, rezanju, molite, Bog, prosim, pošlji angele, ki se odlikujejo pomoči, da mi takoj pomagajo. Saj čutim, da bi se rad porezal. To lahko storite v mislih, vendar je najbolje, da to poveste na glas, da sovražnik ve, da se borite. To molitev, ta del molitve lahko v mislih molite, ko govorite z Bogom. To je prava reč. En izmed naših bibličnih delavk v naši šoli je bila resnično introvertirana, nekako je imela razbito družino, tudi odrasla je z grozljivkavimi in ena izmed kompulzivnih dejanj, ki jih je imela pogosto, je to, da se je rezala. Dela je v življenjskem centru, mimo grede. To ni nekdo, ki je na ulici ali kaj takega. Dela je v centru za življenjski slog. Prišla je k nam, preučevala je Biblijo in smo jo naučili, kako lahko uporabi to molitev in tako je začela ukoravati demone, ko so prišli do nje in po nekajkrat so jo zapustili. In niso se več vrnili od takrat. Hkrati pa je začela se tudi ona spreminjati iz introvertne osebe kot nekoga, ki je tako veliko bolj odprta oseba in dosega ljudi. Resnično se je spremenila, ko so demoni šli. Drugo načelo, uprite se, ki jo pravite Jakob 4:7, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Po vaši molitvi za pomoč angelov na glas izgovorite, če so kakšne sile teme, zaradi katerih se želim porezati, se ti upiram in te grajam. Ne bom sprejel misli ali občutkov, ki mi jih vsiljujete in zanašam se na obljubo, da če se bom uprl hudiču, bo pobegnil od mene. Zato demoni, prenehajte povzročati, da se želim porezati, ne bom vas več poslušal. V imenu Jezusa
Jezusa Kristusa ti ukazujem, da odideš, me spustiš in greš. To je nekak dolga molitev, dolg primer, ampak približno isto lahko molite v Jezusovem imenu. Ukazujem, da greš, odideš, če skrajšamo. Ni potrebno, da je tako dolgo. Demoni že dobijo sliko, kaj želite povedati. Ni važno, koliko besed uporabite. Božje ljudstvo mora biti pripravljeno upreti se temu zvijačnemu sovražniku. Prav tega upora in nasprotovanja se Satan najbolj boji. Meje svoje moči in kako bo lahko premagan, če se mu upremo in odločno nasprotujemo, pozna on boljše kot mi. Zahvaljujoč božanski moči je tudi najšibkejši med svetimi krepejši od njega in vseh njegovih angelov. In ko je izpostavljen najšibkejši svet izkušnjavi, je sposoben pokazati svojo premoč. Kaj ni to neverjetno? Amen. Ni važno, kako šibki ste, ni važno, kolikokrat ste padli, ni važno, kolikokrat vam pride ta misel in takoj padete, recimo, pornografijo, droge, alkohol in podobno. Če se naučimo upreti se hudiču, če to prakticiramo upor, lahko da nam spodleti, lahko da pademo. Ampak če se bomo upirali, potem bo Satan in vsi njegovi angeli bodo mogli iti na konec. Samo ne zavedamo se, koliko moči nam je na voljo v Božjih besedah, ki nam jih je pustil. Molite in grajete, ne sprejmite misli ali občutkov, ki vam jih vliva. Uporabite Božje svetopisemske vrstice, da posekate sovražnika. Zapomnite se, Božja beseda je meč duha. To je naše orožje, s katerega lahko uporabljamo. Če si pa niste zapomnili Božje besede, vrstic, če sami ne poiščete vrstic, recimo, če imate problem z odvisnostjo, s pornografijo, potem želite najti Božjo besedo, vrstice, ki govorijo o tem, kako se lahko očistite srce ali Te vrstice si želite naučiti na pamet in jih zahtevati zase. Če imate samomorilske misli, želite zapomniti vrstice, da sem jaz, ustajenje in življenje. Recimo, če se počutite, da sem nič vreden, da se bi rad ubil, da sem nihče, potem si želite zapomniti 1. Janezova 3:1. Poglejte, koliko ljubezen nam je dal Oče, da se imenujemo otroci Božji. Torej, želite najti pravo orožje, ki se upada s tem, s čimer se bojujete, da bi se lahko zapomnili to ali pa peli, da to uporabite kot orožje. Meč. Božji oklep. Ukvarjali smo se z ukaranjem v Jezusovem imenu, da izženemo demona. Vera v Boga kot njihov ščit in njegova beseda kot njihovo orožje vojskovanja jim bosta priskrbela notranjo moč, ki jih bo usposobila odbiti sovražnikove napade. Nikoli ne smemo biti presenečeni, nikoli ne smemo biti brez oklepa. Rimljanom 3:12. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči. 13:14. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa. Obstaja tudi zelo popularna besedilo v Efežanih 6. Veste to? Efežani 6. Kjer vrstica že 12, se mi zdi. Efežanom 6:12. 6:11. Odenite se z vsem orožjem Božjim, da boste mogli stati zoper zvijačne naklepe hudičeve. Torej, vsak dan moramo dati oklep nase. Kdaj je najboljši čas, da damo orožje gor? Oklep? Veste, kjer je ura? Takoj prva zjutraj, preden sploh stopimo čez vrata. In kaj je storil hudič? Naredil nas je tako zaposlene, da nimamo časa, da damo oklep nase. Torej, gremo čez vrata, pa tudi če smo v službovanju in potem nas napadajo levo, desno, spredaj in potem pridemo nazaj, kako puščice na hrbtu visijo in sulice v strani in pridemo domov in potem damo oklep gor in potem gremo spat. Kar je nesmiselno. Naučiti se moramo dati oklep takoj zjutraj, na začetku dneva. Če daste najboljše ure dneva Gospodu, bo On pomnožil preostale ure in boste veliko bolj efektivni. Čeprav morate žrtvovati to recimo tudi čas dela. Če je delo tisto, ki vas ovira, da ne daste oklepa gor,
potem bolje, da žrtvujete delo. Če je to šola, da vas preprečuje, žrtvujte šolo. Resnično se moramo reorganizirati, sicer bomo vsi zelo kmalu obsedeni, ko gremo v čas nedeljskega zakona, in to ne bo dobra reč. Torej, oklep moramo dati gor vsak dan. Meč duha. Kakšna je razlika med oklepom in mečem duha? Oklep nas ščiti. Meč pa zato, da se bojujemo. Oklep nas ščiti pred hudičem, ko meče puščice v nas, te hudobne misli in podobno. Ali pa meč pa je zato, da ga napademo nazaj, ko on napada nas. Torej damo oklep na sebe, zato da smo obvarovani in hkrati tudi za naše otroke. Če želite popraviti dom, duhovnost doma, ker ste vsi potrti, je prva stvar, ki jo morate narediti, je treba postaviti oltar žrtvovanja Bogu zjutraj in zvečer. In če to storimo, kakor je to delal Job, potem bo Bog zavaroval, postavil zaščito okoli vseh. Meč naj bi se uporabljal takrat, ko nas napada in ga želimo nazaj napasti. Oklep pa je zato, da se pripravimo za vojno zjutraj in potem vrnemo napad in to je z Božjo besedo. Edini varen način za kristjane je tako, da se odbije hudičev napad z Božjo besedo. Vera v Božjo besedo, marljivo preučevanje ob molitvi in energija se prenaša na dušo z raziskovanjem strani Svetega pisma. Adam je padal, ker je zavrgel Gospodove besede in upošteval Satanove besede. Kristus je hudobnega premagal z Božjo besedo. Torej v divjini smo že brali, da vsakič, ko je Satan napadel Jezusa z negativnimi mislimi, je Jezus odgovoril z pisano je. Kar se je pač naučil na pamet. Kaj torej meč duha? Gre za sklicevanje na Božje obljube sredi boja in recitiranje teh besedil, ki smo jih pač že dali v naš in tako preprečimo, tako ga v bistvu tudi preženemo. Ščit nas brani pred prvim napadom, ampak ko on neprestajno napada, ga moramo ukoriti z Božjo besedo, pregnati. To je sklicevanje na Božje obljube sredi napada. Mimogrede, tista vrstica, ki smo jo prebrali v Efežanim 6:11, to je v bistvu na koncu, po tem, ko je Pavel govoril o otrocih, na začetku 6. poglavja, in možih in ženah. Torej, kaj bi morali storiti, da bi se združili može in žene v 5. poglavju? Nam je povedal v 6. poglavju. Torej, če bi vsi dali nase Božji oklep dnevno, če bi mož in žena preučevala Božjo besedo vsak dan, če bi imela bogoslužje doma, tudi z otroki, bi jih Bog obvaroval in združil in jima dal značilnosti, ki jih je opisal tudi v 5. poglavju, kar je to, da drug drugega ljubita požrtvovalno, kar je v bistvu tudi to, da se naučimo ljubiti ženo, kot je Kristus ljubil cerkev, hkrati tudi, da žena spoštuje moža, ko govori na koncu 5. poglavja. Če je družina skupaj, zdrži, potem v 4. poglavju lahko združi telo. Eno telo, en Bog. Torej lahko imamo poenoteno cerkev, če se lahko naučimo, prvo se moramo naučiti, da se poenotita v družini mož in žena, najmanjši člen. Zato je tudi eden izmed kriterijev pri izboru starešine, diakona, to, da je to mož, ki je sposoben združiti svojo družino. Poenotiti, ker je mož ene žene in je sposoben pravilno vzgajati svoje otroke in svojo družino. In to pomeni v bistvu, da je vse združil družino. Mi ne bi smeli izbrati starešine, ki ne prakticira domačega bogoslužja, ker če ne veruje v to, da je oltar doma zjutraj in zvečer, kako bo prišel za prižnico in pridigal nam vsem, da naj bomo zvesti Bogu. Če on ni zvest doma, potem mu ne bi smeli pustiti, da vodi cerkev v nezvestobo.
Zato je tudi pomembno, da po kriterijih 1. Timoteja, da je starešina in diakon, da sta sposobna imeti svojo družino kot enoto. Torej, takoj, ko poenotimo družino, lahko poenotimo tudi cerkev, telo. Ko poenotimo telo, cerkev je potem poenotena. Potem, če se to zgodi, potem Bog lahko poenoti tudi Jude in pogane. Torej, posvečena cerkev je cerkev, kjer ni več, se ne govori več o rasi. Ne bi smeli imeti cerkva, ki so ločene po rasi, recimo. Lahko je po jeziku, kjer je to potrebno, ampak nihče. Posvečena cerkev, ki raste, je cerkev, ki raste v multikulturnem okolju. Vse rase bi morale častiti skupaj, če je tam prisoten duh Boga. Ko začnemo govoriti o rasi, Judih in poganih, različni, ali Kitajci, Malezijci, Indijci, takoj ko indijska cerkev pride in tolče s pestmi po mizi in reče, zahtevamo to, ker ne dobimo tega ali onega, potem začnejo pridigati o rasi in podobno, potem ni prisoten Sveti Duh. Sveti Duh je tisti, ki združuje pogane in Jude. Ko pa so te združeni v cerkvi in so eno telo, ena družina, en duh, potem Jezus lahko združi nebesa in zemljo. To je Efežanom 1. Začetek tega pa je, da damo oklep gor. Torej, ko smo neenotni v cerkvi, ne rabim iti v vse vaše domove, ampak vem, da ljudje ne preučujejo Svetega pisma. Vem, da ljudje nimajo svojega bogoslužnega časa. In zato je cerkev ni združena. Veste, kaj se zgodi v cerkvi? Morda še to. Nismo združeni, dajmo še več socialnih stvari početi. A nismo združeni, že vem kaj. Dajmo bobne pripnesti v cerkev. A nismo združeni. Mislim, da bi rabimo kafe, kavo, da bomo prodajali kafe v cerkvi. In vse te reči, nore stvari počnemo, ki jih je Bog že povedal, da je zelo preprosta rešitev. Vsi, prosim, jutranje in večerno bogoslužje imejte. In očetje, prosim, vodite vaše družine zjutraj in zvečer na bogoslužju. Oče, prosim, vodite vaše družine k spravi, da se spravite. In če se vsi naučimo to početi več, potem bomo to tudi v cerkvi počeli več. Kaj še Bog storil, da bi pomagal cerkvi, da bi bili eno? Gospodova večerja. Veste, zakaj se gre? Gospodova večerja. Sprava, umivanje drugega nog. Čigave noge bi moral umiti. Saj veste, čigave noge je Jezus umil. Prvo, Judeževe. Torej pri vsakem umivanju nog, prosim vas, prosite Boga, kdo je Judež v vašem življenju, čigar noge morate umiti. Ne samo može žene, ne samo najboljšega prijatelja, ali pa recimo noge prijatelja. Pojdi in umij noge Judeževe noge. Enkrat na četrtletje je Bog želel, da imamo spomin sprave. In še nekaj, ne boste se znali spraviti, če ne boste že doma znali reči oprosti. Tako težko je reči oprosti, ko vas niso naučili reči oprosti doma. In ne boste rekli oprosti doma, če niste preživeli pod Jezusovimi nogavi, da bi rekli njemu oprosti. Naučiti se moramo reči oprosti individualno, da lahko to rečemo doma in da potem se to naučimo lahko tudi reči v cerkvi. In ko to rečemo v cerkvi, lahko rečemo tudi potem kot narod drug drugemu. In to je tematika knjige Efežanov. Malo sem šel iz tem, ampak v redu. Če se sedaj vrnemo nazaj k meču duha, se moramo naučiti, kako citirati Sveto pismo in se sklicevati na Božjo besedo v vročici preizkušnje. Če ne znate svetopisanskih besedil na pamet, potem v vročici preizkušnje boste preprosto storili to, kar je za vas naravno. Edini način, da se uprete navadnim grehom, grehi, ki jih storite avtomatično, ker ste jih hitro storili, edini način je, da si zapomnite svetopisanska besedila na pamet. Ker tisti trenutek bo Bog naredil čudež in vas bo Sveti Duh spomnil besedilo, ki ga znate na pamet, zato se morate učiti vrstice na pamet tiste, ki so v zvezi z vašim grehom, oziroma skušnjavo, ki vas trpinči. Še en vidik, druga reč, ki jo lahko storite in pogosto to storimo, ko smo
v izganjanju demonov in ko ljudje uspavajo ljudi, ali pa jih naredijo nezavestne, ali pa jih paralizirajo in začnemo citirati vrstice, ki govorijo o Jezusovem imenu, o tem, kdo on je. Demoni sovražijo slišati njegovo ime. To so vse različne besedila, ki govorijo o Jezusu. Janez 1:1-3, na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. In vse te lahko preberete. In če je nekdo nekako nezavesten pri vašem izganjanju ali pa motijo, demoni prevzamejo, potem lahko začnete brati te besedila. In kar si morate predstavljati je, da v bistvu jih zbadate z besedo resnice in oni žrtev držijo dol in vi jih špikate, v enem trenutku jim je to preveč boleče in grejo stran. In tako oseba pride nazaj k zavesti. Še nekaj drugih svetopisemskih vrstic o Jezusovem imenu. Vse je na prosojnici, če vidite. Jezusova kri je enako pomembna. Razodetje 12:11 piše: Toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta. Ne pozabite, ko so se Izraelci pripravljali na odhod iz Egipta, jim je bilo naročeno, da naj na podboje vrat svojih hiš namažejo kri jagnjeta, da jih bo angel uničevalec zaobšel in bo njihov prvorojenec rešen. Na enak način lahko stavimo kri jagnjeta Jezusa na podboje naših src. Boga lahko prosimo, da nas pokrije z Jezusovo krvjo. Dragi brat in sestra, ko Satan napolni vaše misli s potrtostjo, temačnostjo in dvomom, se uprite njegovim prizadevanjem. Recite mu, da Kristusova kri čisti dušo od vsega greha. Vi sami sebe ne morete braniti pred silo njegovih skušnjav. Toda on zadrhti in poražen beži, ko se v veri sklicujete na zasluge te dragocene krvi. Torej, ko dobite misli nič vrednosti, nisem nič več vreden, nikoli ne bom premagal, nikoli ne bom rešen, Bogu je vseeno za mene, lahko poveste demonu, ki vam daje te misli, mu rečete, da po Jezusovi krvi, ki očiščuje vseh grehov, torej se sklicujete na svetopisemsko vrstico 1. Janez 1:9 ali druge vrstice, ki omenjajo Kristusovo kri. In te nas bojo očistile. Po zaslugah njegove krvi lahko premagate vsakega duhovnega sovražnika in odpravite vsako hibo značaja. Torej, ko priznavamo grehe, nas njegova kri pokriva in se sklicujemo, da nas njegova kri pokriva v vseh situacijah, potem nam bo to pomagalo, da premagamo vse negativne misli, ki jih skušajo dati v naše misli. Molitev. Molitev je še eno orožje, ki je seveda povezano s tem, da se sklicujemo na biblične obljube. Ob vsaki priložnosti molite v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. Molitev v veri je velika kristjanova moč in bo zagotovo premagala zvijače vojske teme. Torej, ko damo Božji oklep na sebe, ko se naučimo vrstice na pamet, naj bi to uporabljali tako, ko se bojujemo proti hudiču, ampak skozi molitev. Torej molite k Bogu, potem pa ga ukorimo v Jezusovem imenu, ali pa že med tem, ko molimo, v skupni molitvi, ali pa drug za drugega, se moramo sklicevati na biblične vrstice. In tega se jaz nisem naučil, ko sem odraščal. Ponovadi sem molil svojim besedam, potem pa sem se zavedal, ko sem se naučil moliti z bibličnimi vrsticami in to upletemo, torej svetopisemske besede v našo molitev, da je to veliko močnejše. Ko povemo Gospodu, da si mi obljubil to in potem citiramo obljuba, prosim, stori to zame, ker ti ne moreš zanikati svojih besed. Torej, moč je v Božji besedi veliko več, kot pa v naših besedah. Torej, ko molimo, se moramo naučiti sklicevati na svetopisemske obljube. Osebno pričevanje, to je tudi enako pomembno. Zakaj je torej pomembno, da osebno pričujemo naše izkušnje? Tukaj piše, Razodetje 12:11, toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti. Torej se moramo naučiti deliti svoje izkušnje, pričevanje. Več kot to delamo, bolj realno potem postane tudi zmaga. Ko sem jaz podelil mojo izkušnjo, spodbujam tudi druge, da dobijo zmago. In tudi v moje srce daje tudi bolj globoko željo potem, da ostanem zvest. Ker ta zgodba o zmagi, kot mi kot ljudje, še posebej v tej generaciji kot najšibkejši, najbolj neumni generaciji na zemlji,
zgodovini Zemlje, rabimo neprestano spodbudo, da je Bog zvest, da je Bog vedno bil zame tam v mojem življenju. Zato podelim svojo izkušnjo, ki jača mojo realnost, da sem jaz imel zmago in da lahko imam še zmage. To je zelo pomembno, da delimo potem izkušnje take. Slavljenje. Hvala. Močen citat. Slaviti Boga v polnosti in iskrenosti srca je ravno tako naša dolžnost, kakor molitev. Takšne navade odganjajo satanovo moč, kar izključujejo duha godrnjanja in pritoževanja tako, da skušnjavec izgubi tla pod nogami. Torej, ko se naučimo slaviti Boga, potem preženemo demone dvoma, demone negativnosti, demona depresije. Prejšnji teden sem vam podelil o tem, kako naj preučujemo Sveto pismo in zame v mojem osebnem preučevanju je obvezno, da pišem vsaj 5 do 10 zahval Bogu v moj dnevnik. Tako da prosim Svetega Duha, Bog, pomagaj mi, da vidim, da se spomnim reči, za katere naj bi te slavil. In potem misli pridejo iz vseh reči, za katere bi moral biti hvaležen. In te stvari si potem napišem. Drugo od tega pa še imam zapis skozi moje celo življenje. Top 10, 20 največjih hval, za katere sem Bogu hvaležen. Top 10 v vašem življenju, kar je Bog storil za vas. To bi morali zapisati. Ker v trenutku razhrabljenosti, in vsi smo nekoč razhrabljeni, je to moj kraj, kamor grem, da se spomnim, da je Bog bil z mano dober. Leto 2019 je zame sigurno bila ena izmed najbolj hvaljenih dogodkov v mojem življenju, ko je Bog osvobodil mojo ženo. Rojstvo sina in hčerke je tudi top 10 zame. In ko me je Bog pripeljal nazaj iz življenja drog in zabav, torej še ena stvar. To je top 10 stvari v mojem življenju. In včasih grem in berem te stvari samo zato, da se spomnim. Da se okopam v hvaležnosti do Boga, kaj je storil zame. In včasih berem te reči, te opise mojih hval in me to pripelje k spokorjenju in hvaležnosti, kaj je Bog storil v mojem življenju. In kako nevreden sem, da sploh sem tukaj z vami, da to delim z vami o vseh teh rečeh. Ker Bog me je potegnil ven iz globin greha. Te reči vam bodo pomagale tudi, da se ponižate. Da nas ohrani ponižne, da nič, kar mi storimo, ni kakršnekoli, nič, kar bi lahko bili ponosni. Ko vidim druge reči, iz katerega me je Bog rešil, me pomaga spomniti, da te reči, da to nisem jaz, da ni nič, kar bi jaz lahko bil ponosen ali pa samo zadostan glede tega. Amen. Torej, petje. Prepevanje je še eno zelo učinkovito orožje proti sovražniku. Petje dobrih krščanskih pesmi, himne, in še posebej svetopisemske himne. Mi imamo psalme, tudi za nas. In knjiga psalma je so v bistvu pesmi. So knjige, zapisi, ki jih je David napisal v času obupanja in mu je pomagalo, da je dobil pogum od tega. Dobro je za nas, da beremo psalme, dobro je tudi, da jih pojemo. Zato poskušamo tudi skomponirati veliko glasbe iz psalmov. Enega, ki ga dostikrat pojemo, še posebej v duhovnem boju, je psalm 140. Od vrstice 1 do 6. To boste najdli v aplikaciji, ki jo pogosto uporabljamo za duhovni boj. Kot meč, da se obranimo pred sovražnikom. Druge pesmi, ki jih sovražniki sovražijo, so, da je moč v krvi, power in the blood, sound the battle cry in vse svetopisemske himne lahko pojete. Kako torej uporabljamo to orožje? Zdaj bomo imeli kratko pauzo in ko se vrnemo, vam bom pokazal, kako naj bi uporabljali orožje na dnevni bazi v različnih časih našega življenja. Sklonimo glave za molitev. Potem bo 5 minut pauze. Oče v nebesih, hvala ti za dar
vseh teh orožij, bojevanja, ki si nam ga dal, da je vse mogoče po žrtvi Jezusa. Hvala ti, Oče, ker si nam dal Jezusa, ker za ime Jezusovo. Hvaležen sem ti tudi za Jezusovo kri. In hvala ti za vse ostale orožje, ki si nam ga dal. Prosim te, da bi nam pomagal, da mi to apliciramo v svojem življenju, da bi nam ti takoj lahko dal zmago in pregnal sovražnika. Bodi z nami tudi ob tej počitku, da se spočijemo, da bomo lahko kasneje se naprej koncentrirali. To te prosim v Jezusovem imenu. Amen. Se vidimo malo kasneje.